Še nekaj mesecev nas loči od otvoritve novega vrtca v Zgornjem Dupleku, ampak ta vrtec je poseben. Nam poveste zakaj? Ja, res je nekaj posebnega, če ta izraz uporabimo, in sicer nekaj posebnega že po svoji arhitekturni zasnovi, se pravi projektantka, ki je nekako ta vrtec projektirala, je želela posneti neke značilnosti teh krajev ali pa območja, kje stoji, in seveda značilnost tega območja je, da je bližina reke Drave in na Dravi vemo, da je tudi Duplek znan nekako po dupleški mornarici, se pravi na tej reki so včasih rancarji vozili. In ona je skušala nekako te značilnosti in to bližino Drave izkoristiti tudi v obliki ali pa jo ponazoriti v obliki tega vrtca. Zaradi ta vrtec izgleda kot morda, če imamo dovolj tudi vizije ali kako bi temu rekel, domišljije, kot eno plovilo na vodi. Skušali smo nekako te nove trende ujeti, se pravi zgraditi ga čim bolj varčnega, da bi stroški obratovanja bili čim manjši. Ti stroški obratovanja pa vsi vemo, da so pri vrtcih visoki ali pa pri vseh javnih zgradbah stroški ogrevanja, skratka stroški energije. Zaradi tega smo se odločili za gradnjo v pasivni izvedbi, to pomeni, da bi ti stroški čim manjši bili, dostikrat uporabljamo izraz nizkoenergijski objekti, ampak pasivni je konkretno definiran, koliko je poraba ta energije. Če mogoče samo povzamem, je to 15 kWh letno po kvadratnem metru objekta, bi lahko za ogrevanje porabili, ne več, skupno pa seveda 120 kWh je omejena ta poraba. Če bomo bolj pogledali, bomo videli, da so ti objekti oziroma zidi tega objekta zelo debele izolacije. Morda še to, da objekt bo nekako prisilno prezračevan, ravno tudi iz tega vzroka, da se pozimi ne bo z zrakom preveč energije odnašalo iz objekta, poleti bomo pa ta zrak podhlajevali in bo s tem nekako tudi doprinesel k temu, da do pogoji delovanja v njem lažji. Sedaj ravno stojimo na strehi tega vrtca. V teh krajih smo vsi nekako tradicionalno navajeni, da so strehe dvokapnice, precej strme. Novi trendi v arhitekturnem projektiranju pa nekako danes se vse bolj nagibljajo k ravnim streham. Mislim, da tudi ekonomika gradnje nekaj doprinaša k temu. Mi pa se nismo pravzaprav iz tega odločili za to, ampak zato, da smo nekako to površino izkoristili tudi za življenje otrok zunaj. Moram povedati, da nekako z samo parcelo ali zemljiščem smo bili omejeni in smo ocenili, da bi z izkoristkom te površine na strehi lahko takole še izboljšali in povečali ta odprti prostor v naravi, kjer se otroci lahko igrali, skratka preživljali svoje ure tukaj v vrtcu bolj ugodno, kot pa samo v samih prostorih ali pa preveč omejeni zunaj na zemljišču.